Pozdravljam vas iz naše prenovljene stalne postavitve portretov družine Moškon. Gre za zbirko, ki je v našem muzeju tako rekoč že od nekdaj. In naprimer današnji dan, 10.11., je izjemno pomemben oziroma povezan tudi s temi portreti okoli mene. Namreč to je tudi zgodba o posavskem muzealstvu, o prvem posavskem muzejskem društvu, ki je bilo ustanovljeno leta 1939 v Krškem za politična okraja Krško in Brežice. Torej, naši predniki so že načrtovali, so že ta prostor nekako združili v tem društvu, še bolj pa potem, še istega leta in naslednje leto, ravno v tem času, za leto 1939 imamo poročilo, da je bila za namen oziroma za potrebe novega muzejskega društva in novega muzeja posvečena cerkvica Svetega Duha, in tam je čez eno leto, najverjetneje spet 10.11.1940, bila postavljena prva muzejska zbirka v Posavju, odprta tudi za javnost. Portreti družine Moškon so bili takrat že del te nove postavitve, te novega muzeja, in to pa zato, ker jih je prav za muzej kupil Fran Bonač. Bonača v Posavju vsi poznamo, kajti leta 1938 k nam pripelje industrijo, nastane tovarna celuloze, ki je dolga desetletja bila del naših življenj. Skoraj ni družine v Posavju, ki ne bi bila v nekem obdobju kakorkoli povezana s celulozo. Nekako lahko povežemo teh 80 let posavskega muzealstva tudi z Bonačem, ki je bil velik donator takratnega društva, takratnega muzeja, saj je za muzej kupil celotno zbirko, ki je bila naprodaj v Ljubljani, v antikvariatu Ticijan, plačal je tudi davek in vemo seveda, da je prispeval tudi za prevoz. Torej, danes je praznik za posavsko muzealstvo. Hvala, ker ste praznovali, ker praznujete z nami, predvsem pa, ker boste uživali v novi, osveženi postavitvi naše zbirke. Naša prenovljena in osvežena stalna razstava, namenjena portretom Moškon, je nastajala kar nekaj časa, ker je bilo treba vse te portrete seveda tudi konzervirati, restaurirati oziroma narediti posege, ki so bili potrebni, da lahko ponovno nosijo v naši stalni postavitvi. Zato je poskrbela naša konzervatorsko-restauratorska delavnica na čelu z Alešem Venetom in z našo mlado sodelavko Nive Slemenšek. Da pa je razstava tako lepa, je poskrbela tudi naša oblikovalka Polona Zopančič, predvsem pa naša kolegica, kustosinja umetnostna zgodovinarka Oži Lorber, ki je s proučevanjem in seveda s nekimi dopolnitvami tudi umestila, razporedila te portrete in seveda to, kar nam je najlepše, da so dodani tudi tiste trije portreti, tri podobe, ki so bile desetletja v naši viteški dvorani, danes so pa tukaj pri svoji družini, tako kot mora biti. Družina Moškon je povezala celotno Posavje, o tem še pripravljamo en delček razstave, ki pa ga pripravlja naša mlada kolegica zgodovinarka Maja Marinčič, to bo kmalu na voljo. Vabim vas najprej, da si seveda od doma pogledate virtualni pogled v to našo novo stalno postavitev, potem pa upam, da kmalu tudi v živo, kajti radi bi enkrat vam to tudi predstavili skupaj z vsemi soavtorji, s konzervatorji, restauratorji, tako da bomo skupaj, ko znamo, uživali v naši dediščini.